tukaj bi še na eno stvar opozoril, ker je MOP za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja Lafarge Cement tretiral kot obstoječo napravo, tudi pritožba Uroša Macerla na to odločbo ni zadržala izvršitve. Se pravi, oni so takoj, kljub da je temu, da je bila pritožba, so lahko že potem sežigali odpadke in tudi so jih, če pa se to šteje kot nova naprava, pa čim je dana pritožba zadrži izvrševanje in dokler ne bi bila pravnomočna odločba, oni ne bi smeli sežigati odpadkov. Tako pa je bilo povoženo vse na celi črti. Mislim, tukaj nam je zdaj Evropska komisija dala prav in jaz bi opozoril predvsem na to, da katerokoli sodišče ali pa katerakoli, bom rekel, inštitucija, ki ni direktno vpletena v Lafarge Cement, oziroma nima nekako direktno z njimi nekakšnekoli poslov ali pa ne vem, nekih dogovorov, se vedno opredeli nam v prid. Pa to ne zaradi tega, ker bi imeli nas radi, ampak zaradi tega, ker se je izkazalo, da pri vseh stvarih, ki jih podarjamo, pač zaenkrat imamo prav. Lafarge Cement je 3-krat že dal na sodišče, od leta 2004, odkar ta boj proti njegovemu prekomernemu onesnaževanju poteka. Od tega je eno zadevo izgubil, 2 zadevi je omaknil sam. In zdaj smo pa tudi, vidim, da na nivoju Evropske komisije tudi zadeve se interpretirajo tako, kot jih mi interpretiramo, ne? Seveda v nasprotju, kot jih interpretira MOP, ARSO in Lafarge Cement, ki pa vselej delujejo usklajeno. In jaz bi tukaj predvsem to opozoril, da birokrati na MOP-u in na ARSO niso nevedni. Če pa so že bili nevedni, smo jih pa mi tekom postopka večkrat opozorili, zakaj gre prav na to konkretno napako, da gre za novo napravo, da to absolutno ne more biti stara naprava iz večjih razlogov. Ne? In to, da so oni, bom rekel, tako povozili zelo preprosto dilemo, ne? Oziroma dileme sploh ne bi smelo biti, zakonodaja je tukaj zelo jasna, pove, kako velik interes je tukaj bil in da so tukaj zadaj neki politični botri zgleda in da imajo ti birokrati na ARSO in na MOP-u pač ščitene hrbte. Oni v žerjavico po Kostan za nekoga ne bi hodili kar tako. Ne? Zadeva je zadaj pokrita in mi se tega že dalj časa zavedamo, ampak mi bomo pač, vseeno smo prepričani do konca tukaj v tem boju šli. Ne? Zdaj, kakšni bodo naslednji koraki, zdaj še premlevamo glede tega, konkretno glede te zadeve. Tu smo na en tak, bom rekel, malce zvit način, čiz preko emisij dušikovih oksidov, in teh, bom rekel, na en način nedožnih vprašanj prišli do mnenja, ki potrjuje, bom rekel, eno osnovno napako, ki so jo delali na MOP-u in na ARSO, v izdajo okoljevarstvenega dovoljenja Lafarge Cementu. Tako da toliko zaenkrat, jaz ne vem, če je še kaj takega, Uroš, še ti poudari, drugače pa smo odprti seveda za vaše vprašanje. Jaz mislim, da je Boštjan praktično zdaj povedal vse, mogoče bi samo poudaril, da ima ta zadeva res ogromno težo, ker je, če bi na začetku stvar stekla pravilno, bi odpadli več kot polovico vseh nadaljnih problemov tokom pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja in tudi vseh nadaljnih kršitev postopka, ki so povezane s tem. Kar da vedeti, da sta se tukaj ARSO, Lafarge zelo dobro uskladila in da je zelo dobro bilo že vnaprej dogovorjeno vsak korak naprej, na kak način je treba zastaviti pridobivanje okoljevarstvenega dovoljenja, da ga kljub temu, da javnost nasprotuje temu in da v tem okolju in v tej tovarni ni možno sežigati kakršnekoli odpadke pod normalnimi mejnimi vrednostmi, je zadeva že na začetku zastavljena tako, da se izključi javnost in da se kljub vsem zakonskim normativom, ki obstajajo in na katere smo se mi neprestano zgovarjali, zadeva pripira tukaj daleč, da se tem pritiskom francoskega kapitala in tega lobija ugodi. In samo še enkrat, tukaj je bila v popolnosti
že s tem izključena javnost, bila je napačno izračunano vplivno območje po napačni metodologiji, tudi absolutno zdaj povezano s tem, in izpadla je sicer nujna presoja vplivov na območje in pa seveda tisto, kar je Boštjan rekel, vse moje pritožbe v primeru, da so obravnavali napravo kot obstoječo, niso zadržale izvršbe sežiganja odpadkov. Oni so imeli zadevo zelo dobro naprej naštudirano in so jo pač po tej poti dobro naštudirani in začrtani izpeljali do konca. Tako da oni zdaj v bistvu sežigajo. In mogoče bi jaz za konec tega samo še povedal, da zadeva, ki se je pred meseci končala s tem, da smo se okoljevarstveniki pač mogli oziditi na cesto gospodu Pahorju, je bila sprovocirana iz več stvari in sicer predvsem iz tega, da javnost tukaj nima nobene izbire, kaj še lahko naredi. Tukaj imamo na tisoče klicev na center za obveščanje, zaradi res tukaj slabega zraka, da ni možno živeti. Praktično stopiš iz hiše ven in ne veš, ali bi pobegnil na drug planeta, kaj bi naredil. Vse, kar ti ostane, policija ne reagira, inšpekcija ne reagira, kličeš center za obveščanje pokliče to isto inšpekcijo, ki ima, ne vem, 2krat v tednu uradne ure in ki največkrat pač pokliče v Lafarge pa preveri po telefoni, če vse v redu, če ni, gre mogoče dole pogledati, ampak tukaj se treba zavedati, da je ta ista inšpekcija, ki je 5 let hodila v Lafarge preverjati, če je tam dole vse v redu. Mi smo imeli pa na stotine posnetkov izpadov filtrov, imeli smo emisijske meritve na terenu, ki so kazali katastrofo, pa ta ista inšpekcija, ki danes kontrolira Lafarge, 5 let ni ugotovila, dokler ni ugotovil in dokazal tega Ekokrog, da Lafarge izvaja meritve sam sebi in da jih ne izvaja pooblaščena ustanova in da se te meritve izvajajo za nekalibrirano opremo. Pomeni danes pričakovati, da bo ta inšpekcija nekaj naredila, pa zavarovala zdravje pa interes Zasavčanov, je utopija. Tako da tist protest na Dolnji cesti je bil tudi iz tega vidika, da smo mi 2 leta se trudili narediti sestanek z gospodom Pahorjem in mu predstavil to problematiko, pa je jo v popolnosti ignoriral. Dol, kot je Boštjan rekel, so bile dane te obljube o sestanku v 14 dneh, ekipa vladna, jaz sem si predstavljal Arso, MOP, inšpekcijske službe in gospod Pahor, na drugi strani okoljevarstveniki za dokazili in da se pogovorimo in da jim dokažemo, kaj je šlo narobe in da se te zadeve takoj rešijo. No in kako se je stvar odpletla, tako vete, tukaj je mogoče samo treba poudariti, da je gospod Pahor na začetku prve stavke, ki jih je izrekel tam dol na cesti, rekel tudi to, da pač odgovarja na vsa pisma. Vedno odgovarjam za vsa pisma. Zdaj tam dol jaz nisem te dileme hotel razširjati, ker je nam je bilo bistveno, da se pogovorimo o druge stvari, ampak v tistem trenutku sem se seveda v popolnosti zavedal, da to ni resnica, ker smo imeli mi vsaj 50 povratnic v roki, na katere nismo dobili odgovorov. No in da to drži, je še en potrditev vsega skupaj to, da tudi na zadnje pismo, ki ga je Ekokrog pred meseci zelo dobro obrazložil vso problematiko in še enkrat napisal gospodu Pahorju, na elektronsko pošto poslal s povratnico, nismo do danes prejeli nobenega odgovora, ker kaže na popolno ignoranco vrha države do zasavskega problema, ker še enkrat kaže, da se je država, oziroma bom rekel država, da se je vlada, Arso in MOP odločil žrtvovati Zasavje in ker nas na nek način znova in znova sili v to, da bomo očitno mogli enkrat začeti reševati probleme na cesti, kar pa ne bi rad. Enkrat smo se pač usedli na cesto in smo mislili, da bo to dost. In da se bomo lahko usedli, pa kot ljudje z dokazi in strokovno rešili ta problem. Ampak očitno država tega noče slišati. Gospod Pahor je gluh, minister za okolje in prostor ne reagira
In na ta način bi jaz mogoče samo danes napovedal, da bo v novembru stekel protestni shod, ki bo zadnji mirni protestni shod za Savčanov, ker jaz mislim, da smo vsa možna pravna sredstva izčrpali in naredimo tiskovno konferenco, kjer vas bomo zelo podrobno obvestili o celem projektu tega protestnega shoda. Za njega bomo zopet porabili ogromno energije pa časa. In jaz mislim, da je stvar zdaj res stekla preko rova in da je to zadnjič, da Eko krog organizira en miren protestni shod, kjer se bomo, ne vem, izčrpavali zopet s tem, da bomo vse tisočkrat dokazano znova in znova javnosti prikazovali na lep in miren način. Mi smo, po našem mnenju, vsa pravna in legalna sredstva možna izkoristili. Tožba na upravnem sodišču je, lahko traja, ne vem, leto, 2, 3 ali pa več. Čas pa ni naš zaveznik in mi v bistvu dnevno doživljamo katastrofo. Tako da smo se pač odločili, da še zadnjič na en miren način vsem državljanom v Sloveniji pokažemo, kaj doživljamo, kaj se tukaj dogaja, da probamo s tem mirnim protestnim shodom še enkrat pri gospodu Pahorju, pri Ministrstvu za okolje in prostor doseči, da se ta problem nemudoma reši in obenem bo seveda to tudi napoved, da je teh mirnih demonstracij zaenkrat vrtik in konc in da nas s tem, kar počnejo, da so nas prosili, da bomo začeli reševati zadeve tako, kot mi jih res ne bi radi in v bistvu jih nekako zasavska javnost od nas zahteva. Jaz moram reči, da vsak dan sreča veliko ljudi, ki mi reče, da smo nori, ker še vedno pišemo tisoče dopisov in se borimo na nelegalni način dokazovati, kakšna krivica nam je storjena. V bistvu oni pa dnevno sežigajo 100 ton odpadkov, mi dnevno na stotine klicev na center za obveščanje in v bistvu ta genocid na nek način se v bistvu nadaljuje z dneva v dan in ljudje, ki me pač ustavljajo na cesti, ne verjamejo več v to, da je kdorkoli na državnem nivoju, ki je za to odgovoren, sploh pripravljen dejansko rešiti problem, dokler zadeva ne bo še toliko delati, da se ga v to prisili. In če zdaj več ljudi zahteva, da se stvar reši na drugačen način. Jaz mislim, da smo do zdaj obvladovali zadeve, tudi kar se tiče varnosti in etike pogovora in vsega skupaj. Bojim se pa, da pa od zdaj naprej ne bomo več in da po tem protestnem shodu, ko bo, če ne bo rezultatov, jaz pač verjamem, da se bojo začele dogajati stvari, ko bojo šle preko tega, kar si kdorkoli želi. No? In jaz upam, da bo to en dosti veliko opozorilo držav, da začne ukrepati, ker če bi že včeraj ali pa lansko leto, bi bilo prepozno. Tako da samo mogoče ena najava te naše tiskovne konference, na kateri boste zelo podrobno seznanjeni o celem poteki tega protestnega shoda. Več pa mogoče zdaj še ne bi, ne iz kakih drugih razlogov, ampak iz tega, ker zadeve še niso do popolnosti dorečene in bi bilo mogoče prezgodaj, da se nekaj zapiše, pa se bojo potem stvari še kaj spremenile. Tako da, ko pa bojo, pa definitivno tiskovna konferenca bo in boste dobili cel potek tega, kako bo stvar stekla.